Spoštovano občinstvo, lep pozdrav v imenu organizatorjev, družbe Radio Tednik Ptuj in pa kluba ptujskih študentov. V izjemno čast in neizmerno veselje nam je, da danes v pomladnem vetru Radia Ptuj gostimo, da gostimo legende slovenske rock muzike. Poimenovali jih bomo kar ekstravagantne ptice, ki letijo tam nekje visoko nad oblaki. Ko pristanejo v studio ali pa na odru, se za njimi zapraši, kot za najboljšim konjem. Na Ptuju v Mladinsko-kulturnem centru Kolnkišta sta se nam pridružila pevec skupine Dan D, Tomislav Jovanović-Tokac in basist skupine Nikola Sekulović. Pozdravljena. Živijo. Ti ne rabiš ploskati. Ker smo znanci že nekaj let, predlagam, da nismo strogo uradni, da nekoliko zaobidemo protokol in da nam pogovor steče na ti. Seveda, absolutno, drugače ne bo šlo. In še navodila za publiko, upam, da boste ta večer uživali z nami. Gostoma lahko zastavite kakšno vprašanje, za zapis vprašanj pa ste že prejeli tudi lističe. In na Ptuju pravzaprav danes gostimo Dan D Terasa Band. Z gostoma, torej iz skupine Dan D, je tudi Bort Ros. Dobrodošel. Dobro večer. Zakaj torej danes v takšni zasedbi? Terasa Band, Dan D. Pa ni striktno Terasa, mislim, da je ta format recimo primeren za ta prostor. Mislim, bolj jukebox band, ne? Torej, lepo je, da imaš človeka, ki stiska tipke namesto tebe. A si ne želi to vsak? Kaj bomo slišali? Pravzaprav Bort igral v posebnih priložnostih, različice, tako. Ja, tudi za ohce ti pogrebe in ostalo ga lahko najamete. Danes bomo pač različice naših pesmi, ki jih boste imeli priložnost slišati malo kasneje. No, ampak tole, da lahko igra vaše komade, pomeni, da mora biti dober vaš prijatelj, ne? Moral se je pripraviti za tole, tle ni šale, ne? Dobro. Slišali bomo nekatere komade starejšega datuma, nekatere novejšega, ne? Tako, malo mešano. Ja, tako. Sicer pa lep pozdrav iz tega dogodka pošiljamo tudi vašim kolegom, ki so ostali na Dolenjskem, preostalim 3 članom benda Dan D. In sicer po bobnih skupine Dan D udriha Dušan Obradinović Obra, s tipkami na klaviaturah se poigrava Boštjan Grubar Bošti, strune na kitari pa trga običajno Marko Turk Tučo. In vsi člani benda, razen Nikole, imate vzdevke, ne? Ta partizanska imena. Ja. Ja. A jih povemo ali pa? Ne. Zanima me, ali te kdo pokliče sploh po tvojem imenu. Ti reče, kdo Tomislav? Ne, veš kaj, celo mami sem prepovedal. Aha, prav. Veš, zveni vedno, ko si bil mehen, pa te Tomislav pokliče, vedno, ki si nekaj narobe naredil, se ti zdi. In če zdaj skoraj 50, se vedno počutim, da ki narobe delam. Te pokliče kdo? Mora me na dimku poklicati, ja. Te pokliče kdo? Tomica? Tudi Tomi, to lahko. Tudi. Pa še to je malo preveč uradno. Aha. Skupina Dan D je na glasbeni sceni že 21 let in ne bomo šli nekako iz tistega obdobja proti današnjemu, temveč se bomo raje pogovarjali o projektih, ki so ta čas najbolj aktualni. Ravno sinoči ste odigrali zadnjega v seriji 5 koncertov iz turneje Dna D. Kako je pravzaprav pravilno? Dna D ali DNA D? Kaj ti meniš? Mi smo se malo tu poigrali, ko smo naredili nov material, je naš PR-ovc bil malo slabe volje, pa je rekel, to sploh ni Dan D, to bi vi morali pod neko drugo firmo plasirati, da se ne ve, da ste vi, in pol smo izumili, pač premetali malo črke, pa je to na koncu izpadlo ta DNA-D, pa jasno, nobeden ne ve, da je to Dan D, ne. In tu pa zdaj še mi sami ne vemo točno. Lepo zveni v vseh, torej, ko govoriš o dnu, ne, torej, a smo butnili v dno, mogoče je pa, pol smo lepo krasno našli povezavo do tega DNK-ja, ne, po angleško, ne. V glavnem, več teh nekih igr se nam je porodilo, ne vemo pa čisto. Izgovorite, kakor ti paše. Ste pa v bistvu
s tem projektom kar šli v genski zapis delovanja skupine, ne? Malce raziskovali svoj Mislim, že če se spomniš Tiho, ko je bil naš projekt, torej 3 leta nazaj, ki je bil na en način prvič, da smo se malo odmaknili od tega klasičnega ustvarjanja, torej 5 fantov špila na odru. Malo smo si inštrumente zamenjali in malo tla pod nogami umaknili, tako da je bilo to že zanimivo in smo šli mogoče malo v stran, ne. Eni so bili presenečeni, ampak na koncu je izteklo, da je bilo prijetno presenečenje za vse. In smo to zgodbo celo 2 leti še tržili. Ampak mislim, hočem reči, da to je bil mogoče moment, ko smo Tiho delali, da smo videli, da ne moramo več nazaj, da moramo skozi nekaj novega izumljati, da je glasba širok playground, da bi se ostavil zdaj samo na eni točki, ne, in to drgnil do konca življenja. Ne. Tako da to je razlog, da smo spet nekaj novega izumili. In kakšen je občutek zdaj po koncu te turneje? Serija 5 koncertov je za vami, sinoči ste jo zaključili v domačem Novem mestu, zadovoljni? Jaz sem dobro zaključil, se mi sliši malo po glasu. Ampak ja, bilo je luštno, kot sem rekel, bil sem malo žalosten, da je konec, ampak vsega lepega mora biti enkrat konec, pa je bilo vsaj doma. Pa se bo še nadaljevalo ali je to to? Ne vemo, v bistvu sem prej razmišljal, kaj sem nikoli rekel, zdaj smo mi hoteli do ljudi prideti in jim to pokazati, tako da sledeča stvar je pa to, da ljudje pridejo, da nam pa nam rečejo, do nas pa da rečejo, da bi radi to slišali. V tem primeru ja, drugače pa... Kaj ste pravzaprav takšnega počeli v tem projektu nad... Kakšno muziko ste producirali? Vprašanje je idealno za tebe. Mi se radi hecamo, smo pa v resnici smrtno resni. Bom jaz zdaj tako svojo zgodbo povedal. Veliko stvari se recimo meni in nam se nam zdi v muziki narobe. Kaj pa prav, to je težko definirati tudi za marsikaj drugega, ampak dejstvo je, dokler ne začneš vrtati, se niti ne zaveš, kaj vse ne štima. Mimogrede, a gremo bolj v zabavno ali bolj resno varianto? To pogledaš ljudi pa rečeš, aha, te so resni. Bolj zabavno, ne? Bolj zabavno, ok. Torej, ni problem danes delati glasbo, to vemo, in tudi ta glasba na tak ali drugačen način pride do ljudi, do manjšega, večjega števila. Je pa res, da se je v veliki meri to početje zbanaliziralo, tako kot so se neki drugi poklici, recimo fotografija, novinarstvo in podobno. Dejstvo je, pri glasbi obstaja x funkcij, lahko se jo lotiš na več načinov. To, kar mi počnemo, je nek malo bolj starodaven način, ki poskuša detektirati, kako okolje vpliva na nas, to je fajn ozavestiti. Druga stvar, poiskati tisto nekaj, kar je pa prav našega, torej mora vsak posameznik pri nas svoj ego dati na mizo. V četrtek smo imeli sestanek, ki je imel to temo, dajmo prosim ego, ki se ga vsi malo sramujemo, pa se s tem požogati malo in narediti neko igro 5 ljudi in rezultat tega je nekaj, česar ne more narediti nihče drug. Glasba danes bolj ali manj smo muskontarji, kak je tukaj roke gor. Imamo kakega rokerja? Ok, v redu. Torej, vemo, da je fajn delati glasbo, ki je podobna nekomu drugemu. Drži? Ok. In to danes več ni problem, to je bil včasih problem. Narediti nekaj, kar je drugače od tistega, no to je danes težavno in tega smo se mi lotili v nekem prepričanju, da je tu rešitev ne samo za nas, ampak tudi za muziko nasploh. Pa verjetno ste edini ali pa zelo, zelo redki pri tem, da nekaj na novo raziskujete, da preigravate toliko zadeve, da si toliko upate in toliko drznete, ne? V bistvu, če se navežem na njega, šli smo v to zaradi tega, kot on dobro reče včasih, ker nam ni treba, torej ko vložiš več časa, denarja in sredstvo in vsega, a niti treba, veš, da ni računice,
V današnjem svetu, ko je vse računica, moraš to narediti, da bi videl, če si vreden tega poklica, če lahko temu rečem. Torej, nagrada je samo ono, kar dejansko vložiš noter. Torej, več niti aplavz ne šteje, niti trepljanje po ramenih je ono, kar si ti dal, no, torej naspet mi moramo biti zavestni, kaj smo naredili, ne, in to je to. No, koncerte za tokratno turnejo ste odigrali v gledališčih in nekako se zdi, da vam je zelo pomemben cilj vzpostaviti pristni stik s publiko. To, o čemer govoriš, da začutiš. Vsaka muzika ima svoj ambient v končni fazi in se nam je zdelo, da na ta DNK projekt oziroma DNA projekt ni primeren za, mislim, lahko bi šli mi po čatore, ampak pač bomo zmrznjene paradižnike fasali, pa kakšne flaše, ne. To pa ni namen, torej nismo tam, da bi provocirali ljudi, nego da bi probali čim bolj osmisliti prostor, kjer bi lahko komunicirali z njimi in ta projekt je bil absolutno primeren tem prizoriščem. Ne. Že koncerte takrat, ko ste imeli projekt Tiho, ste prav tako odigrali v teh manjših prizoriščih, klubskih prizoriščih, več ali manj, in nekako je videti, da vam je, da stremite k temu, da je manj več. Pa, veš kaj, to je mogoče tudi operiranje z neko našo realnostjo, pa da ne bo pomote. Ali radi igramo za žur pod šotorom? Ja. Ampak, a bi radi počeli samo to, kot počnejo nekateri naši kolegi, torej, je dan D v tem primeru za nas samo bankomat, na katerega čez vikend pridemo, pa v petek, po soboto potegnemo neko šuško. Ne, mora biti nekaj več, to je neko polje svobode. Nam drugi pravijo, joj, koliko ste pa vi pogumni. V resnici jaz mislim, da nihče od nas tega ne smatra kot sfero poguma. Torej, Tiho je bil druga zgodba, tole, ta DNA D je tretja, obstajali so še neki simfoniki, pa tako naprej, zgodbo še več, ne. Mogoče sem vrnil nekaj let nazaj, ko smo razlagali ljudem, kaj delamo, sem uporabil eno tako zelo plastično primerjavo, torej tam gospod v nekem koncentracijskem taborišču, ne, vojni zločinec, muči ljudi, ubija in tako naprej, pa pride domov in je ljubeč družinski oče, mož, ljubimec v posteli in pol ta isti tip gre v gostilno in je mogoče najbolj zabaven frajer v gostilni. Kateri od teh treh je pravi? Torej, mi poenostavljamo stvari in bendi smo same sebe obsodili na poenostavljeno, komuniciramo neke message, kot da smo pralni praški in zanemarjamo, da smo lahko več stvari hkrati, kar se mi zdi greh. Oropamo se za nek vidik komunikacije, torej žur, ja, može, ampak da je sem to je dobro za nekatere, za nas pa ni zadosti dobro. Moramo pokazati še druge stvari, pa najdeti ljudi, s katerimi lahko na tej podlagi komuniciramo. In po špilu, zdaj, ko pridejo ljudje k nam, nisem to, o stari, bravo, dobro ste ga žgali, ne. Torej, po špilu se odvijajo neke debate, ki niso več nujno povezane z glasbo, kar pomeni, da glasba na nek način pripelje bliže k življenju. Aha, bravo. Vsi si rekli, da se moramo pohecati malo, ne? Čisto v redu. Muzika je na vrsti. Bort, izvoli. Zdaj gre za res. Rekli so, da sem kurbin sin, malce drugačen, mogoče majčken fin. So rekli, da sem prasica, da ni mi mar, da sploh ne vem nekod nekam. So rekli so. Rekli so, a jaz sem tak kot ti, le mal drugačen, tudi mene je strah, da ne bom znal najti pot domov. A jaz sem tak kot ti in tak
Urbin sin, malce drugačen, mogoče mečken fin. So rekli, da sem prasica, da ni mi mar, da sploh ne vem nekod nekam. So rekli, rekli so. So rekli, rekli so. A jaz sem tak kot ti, le mal drugačen, tudi mene je strah, da ne bom znal najti pot domov. A jaz sem tak kot ti in tak ostanem, in če te tak ne prevzamem prav, nisem nič lagal, nisem nič lagal. Genialno. V duhu projekta DNA-D elektronski Bortros. Bravo. Te je kaj zamikalo, da bi pritegnil? Malo veš, ampak ne moram umetniški koncept zdaj motiti. Kar je. Nadaljujemo. Torej, čeprav je aktualno ustvarjalno obdobje skupine Dan D bolj osredotočeno na intimna doživetja in ta stik s publiko v manjših klubih, pa še vedno znate zelo, zelo dobro razgreti več tisoč glavo množico. Nedavno, mesec dni nazaj, menda ste nastopili na Kongresnem trgu v Ljubljani na sprejemu za športnike. Petla plevca, kot Tako. moj mali reče. Pet. Vzdušje je bilo verjetno enkratno. Ja, mislim, vzdušje je bilo popolnoma športno, pa je bilo glasbeno. Oni športniki so šli, ostali so še oni, ki imajo radi šport in glasbo. Tako da, ja, bilo je veselo, bilo je celo veliko ljudi ostalo, hočem reči, glede na to, da je bil ta moment precej pomemben, ne, za slovenski šport in smo veseli in ponosni, da smo sploh bili lahko tam. Ampak veseli in ponosni, da so ljudje ostali in se zabavali z nami še naslednjo urico. Ne. No, ampak repertoar tistega koncerta je bil pa bolj nažigaški, verjetno, ne? Tako, novoletni. Novoletni. Tako, lepo smo se disciplinirali. Ko špilamo to novo, ne špilamo nič od starega in ko smo na fešti, ne morimo nič s temi tečnimi stvarmi. Torej, slogan za teh 5 koncertov, ki smo jih ravnokar zaključili, je bil, kdor si obeta žur leta, naj ostane doma ali pa gre nekam drugam, rečemo Sandra Afrika špila ali pa nekdo. Mi tudi pridemo za žur čez kako leto, ampak k nam ni treba, razočarani boste. Ste odigrali Čas? Ne. Ne. To je bila prva zamera enih, ki so res prišli, pa smo skomunicirali, smo res, ne hodite, ka to bo Maša, ne? Torej, na Maša, veš, ne moraš zdaj... Ne, v Ljubljani, na Kongresnem. Na Kongresnem, to pa ja. Ne, enkrat. Peter Prevc Čas, to gre skup. Je pa nekako tako, da se prav s to pesmijo, torej skladbo Čas, začel čas velike skupine Dan D. Tukaj grem jaz do Šanka. Da njega še ni bilo takrat, veste, njega ni bilo, ne more nobenih zaslug prevzeti. Ja, mislim, začel se je, ampak ne samo Čas, lahko rečem, da je ta plošča, ki se reče, katere barve je tvoj dan, bila nasplošno izjemno uspešna. No? Torej, razen Časa, bila je tle še Voda, pa Plešeš, torej nekih 6 singlov, ker je ono, ne, res ogromno za en band, pa za eno ploščo, sploh da se to zgodi. In ja, bilo je pa neka lansirana rampa za skupino Dan D. Do takrat v bistvu ljudje še dolgo časa niso niti zvok in sliko znali povezati, ker glasba je bila na radijskih valovih, ampak mi nismo šli fizično prišli ven, torej niso nas mogli prejeti. Tako da je 1 leto trajalo, da smo mi uskladili zvok in slika. Ne? Zdaj, kar je, taka slika je pač. Ne?
Ampak v glavnem, ja, bila je neka lansirna rampa in nek playground, da se igramo še naprej, ker v končni fazi takrat je dan, da je bil pred razpadom in vedno, ko smo mi, zdaj to že vemo, ko je kriza, ko stvari ne grejo dobro, moraš zamenjati dirigent, nekaj moraš zamenjati, nekaj moraš se zaigrati in takrat smo prvič šli z Žaretom Pakom delati, torej in se tudi koncept benda se je spremenil. Zgodila se je spet neka druga zgodba, tako ko bi rekel, zdaj v tej ustaljeni zgodbi, ko se zgodi Tiho ali DNA, je to podobno tudi takrat pomenila ta plošča. In nas je spet okrepila in osvežila. Tako da. Ta pesem Čas je večna, ne? Pa jo vi zaigrate s takšnim veseljem, kot jo publika recimo sprejema, ker publika ob tej pesmi ponori, ne, še vedno. Ja, mislim, ne moreš mimo, to se izmenjuje se energija, ki je definitivna, ne, in tle ne moreš mimo, če se narobe izrazim, veličine pesmi, ampak veličino daje folk, ki to podoživlja, pooseblja in torej neka akumulacija energije enot, ki je večja od mene, ne, torej. Sta pa recimo skladbi Čas in Voda še danes odlični, ampak v bistvu z tega vidika, kar ustvarjate danes, pa precej manj zahtevni, ne? Ja, ampak ne veš kako, mislim, v času odraščamo, mislim, če poslušam svojo prvo ploščo, nima nobenih stičnih točk z zadnjo, ne? In to me veseli, ne? Torej, na en način skozi glasbo sem tudi rastel, ne? In se razvijal ne samo kot glasbenik, nego tudi kot človek, ne? Kot razmišljajoče bitje. Tako da mislim, da je to, naša stalnica je to, da se spreminjamo konstantno. Z vsakim projektom pravzaprav stopite ne samo dva koraka naprej. In z albumoma Tiho in Dna D ste izvedli to, kar ste enostavno čutili, da morate povedati, dati iz sebe in od sebe. Šli ste po popolnoma neznani poti, že s Tiho, denimo 2012 je bilo tole. Niste vedeli, ali se boste na koncu te poti zaleteli v steno ali boste pa prišli na vrh gore in zmagoslavno dvignili obe roki, ne? Ker ste šli v neznano. Ja, pa to je edini način. Ta nesigurnost je edini način, da ti narediš nekaj novega, ker če greš po tisti ustaljeni potki, se nič novega in zanimivega ne bo zgodilo, saj iz naše perspektive. Tako da vedno, se pravi, mi nasilno sami sebi zmaknemo tla pod nogami, pa vidimo, kako bomo pali. Da vidimo sploh, če smo, kot pravim, če smo pravi za ta poklic. Če smo, se moramo odzvati, ne. Kdo je ta gonilna sila, recimo, da žene, dajmo nekaj novega? Pravzaprav to počnete neumorno. Iz enega projekta v drugi projekt, vedno precej drzni izzivi, ne? Mislim, da, če zdaj skrajšamo, mislim, da tle sedi gonilna sila, torej jaz pa Nikola Sovna, kaj iritiramo naše sodelavce, bi temu rekel, provociramo jih, da vidimo, koliko znajo zaigrati, ne. Ampak, se pravi, vedno mora biti neka provokacija, ne, ki te zbode iz tega, izpravi ven iz udobja. Kdaj razmišljaš, Nikola, kaj pa, če bi to in to, kaj, če bi poskusili tisto? Danes zjutraj, torej včeraj smo imeli zadnji nastop v seriji tega, ne. Torej jaz sem danes vstal tam nekaj prvič okrog 5, pa si nekaj zapisal, ne. Drugič okrog 7 in si pogledal en dokumentarc in si bil zgrožen, ker tam neke gospe reče, ja, pa smo imeli 400 delovnih ur v enem mesecu, ne. In to si jaz težko zračunam, ker pač nisem zaposlen, ampak vem, da je to veliko, ne. Tu so neke te razlike, na katere jaz rad opozorim. Slovenski bend tipično ima rad to situacijo, jo ljubi to mitologijo, da je fajn 5 dni na teden delati v fabriki, pa pride petek pa sobota, ko je fajn po 3-4 ure zapraviti v placu za vaje. Moje je pa, da o tem razmišljam ves čas. Torej, a se zbudim ob 2 zjutraj po koncu ali v avtu ali kjerkoli, pač zame muzika ni samo muzika, je nekaj usodno pomembnega v življenju.
je komunikacija med ljudmi, pač nismo sami, ne? In je pač eden od meni pomembnih vidikov, zato v bistvu razmišljanje je tako sestavni del zgodbe, cel cajt je prisoten, ves čas, tudi zdaj. Pravzaprav so odzivi publike po teh zadnjih koncertih iz serije Dna D izjemni. Same pohvale dejansko v superlativih, kot da ste ustvarili neko glasbeno ekstazo. Kot človek enostavno zapre oči, posluša muziko in pade v nirvano. Kako je bilo to doživetje na koncertih? Prej sem rekla, da mi je nekoliko žal, da sem tega izpustila, ampak verjetno je moralo biti res izjemno vzdušje. Jaz bom samo na kratko povedal, tako je vzdušje, da v principu je radikalno v tem smislu, da ali se prepustiš in pustiš, da to gre v tebe, če pa to ne narediš, pa boš šel ven, ker ti ne bo moglo sesti. Torej je v tem smislu radikalno zahtevati poslušalca, da se prepusti in da ne moreš poplesavati ob zvokih svoje najljubše melodije, torej ne zahteva angažiranost poslušalca, da in ko to eno urico z nami preživi, je polno, lahko odnese nekaj sabo domov, nekaj več. V to sem prepričan. Vsaj po reakcijah ljudi na tej turi, to je bilo jasno videti. Nagrada je drugačna. In to je, res živimo danes v nekem času, kjer je fajn muzika za zabavo, pa sprostitev, pa to vse, kar pravi, pa kaj vi težite tu. Tako kot neki filmi, ali pa verjetno je kak športnik tukaj, na hrib se spraviti ali pa nekaj malo bolj športnega narediti, pa to je muka, to je groza. Ampak je pa neka nagrada tam gor na vrhu hriba, ki jo je težko opisati onemu, ki se v to igro ne spusti. Tako da mi... Meni, Mislim, mene je Peter Prevc vprašal, s katerim športom se ukvarjaš, in so bile takoj borbene veščine, tako da... Tako da meni deluješ čisto športno. Pečenje čevapčičev, po moje. To zahteva vzdrževanje ognja. Ja, primarne stvari v življenju, boj za ogenj. Gradelo moraš dati gor, moraš omakniti. Če te pa zanima, kako ljudje doživljajo, mogoče Borut lahko pove za njegovo spremljevalko včerajšnjo, kako je ona doživela. Ja, komaj smo jo pomirili, ne? Pala v jok. Mi se smejem, ampak ja, v resnici... Takšne emocije dejansko je spodbudila vaša glasba. Pa so lahko take. Borutu dajemo spet besedo oziroma oder. Kaj bomo slišali? Čas, ne? Ko smo od njemu govorili, ne? O njej. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Čas bo ohranil godlu, vzel bo v usta vsta hrup, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Potovanja, misli do misli, mesta do mesta, ta dolga cesta, pričakovanja, tebe do mene, mene do tebe. Noči brez spanja, dnevi čakanja in zrno upanja. Skanje drugih načinov za isto početje, srčno vnetje. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Čas bo ohranil godlu, vzel bo v usta vsta hrup, in ko naju ne bo, ostala bo duša,
čas je še za en krog, čas je še za en krog. Bravo. Za vsako se skoraj razjokam, ko slišim to. Meni so šle Kot da je kocine stari prvič. zdaj. Zakaj imamo v kotu kitaro? Ker ni naučil se še eno pesemco na klaviature, pa lej, je bilo lažje na kitaro. Pa ne, Tista bo najbolj zabavna. Tako. pa ne bi vzel ti malce v roke kitare? Ja, vidiš ti to. Tukaj smo se pripravljali na tale del. Jaz bi prosil še enkrat velik aplauz za Boruta. Borut Ros. Hvala. Se mi zdi, da je moj drugi jaz. Lepo je slišati ta glas. Pa še v izogibn, še en ponovnem poskusu, da bi zdaj tu nekaj špilali. A veš, da smo mi tole zgodbo torej, premlevali ravno na zadnjem intervjuju na radiju Tuj. In ta format je posebej izumljen za tole priliko in stestirali smo ga na eni manjši radijski postaji v Ljubljani, Radio 1, tam je funkcioniralo in ko je tam funkcioniralo, smo prinesli to Ste sem. prišli na Ptuj. Tako da ti, Polona... Ekskluziva je tole. Zdaj predlagam, da smo še bolj ekskluzivni, kot je bilo tisto, da nadgradimo zadevo in da tokrat zavzame v roke kitaro. Hvala lepa. Lepo bi bilo, ampak mislim, lahko, ampak sem resnično sem brez glasa, pa ne da zveni kot izgovor, lahko kaj probamo skupaj. Bomo tako, ko bo Borut odšpilo ona Sanja, bomo videli, v kakšni formi Tako bomo tako. skupaj eno zapeli, ne, tukaj, da pomagate pevcu, drugače malo Tom Waits je bolj vokal danes. Dajmo se malo pogovarjati še. Takšne, Dajmo se še malo meniti. Pa tako je fajn. Tiho. O tem projektu Lahko bomo smo tudi govorili. tiho. Bomo glasni govorili, bomo pa o projektu Tiho. Torej, Tiho je bila leta 2012 zelo pogumna poteza, ponovno poudarjam, popolna pot v neznano in eksperimentirali niste takrat le z glasbo, temveč tudi z nosilcem zvoka, ki je bila kaseta. To kaseto ste vložili v leseno poleno in del te zgodbe zelo osebno ste, veliko svojega osebnega pristopa ste dali v to zgodbo. Sami ste recimo pisali skladbe na kasete, dobrali. tako pripravljali polena, vlagali kasete v polena. Ideje so bile dobre in tudi občinstvo je celotno zadevo takrat sprejelo zelo dobro, ne? Ja, povej ti, Nikola. Okay. On je bil iniciator te ideje in zdela se nam je blazno čudna takrat, ampak pol, ko smo padli v manufakturo, nisi nas mogel več ven dobiti. Ja. Iniciativa je bila po resnici terapevtske narave. Potrošnja alkohola v dan D, to je zdaj prešale, ko smo se dobili, je običajno šel liter do 2 šnopca, kar nekaj piva pa liter ali 2 vina in to v nekem kratkem delovnem terminu, recimo 3 do 4 ure. Torej, bend, ki je bil takrat v neki špici, 2-krat smo razprodali križanke, vsi so nas imeli radi, mi smo si pa šli rahlo na živce. In vzeli smo si pauzo, tudi to ni pomagalo in v glavnem od tu je prišel na mizo nek, upam si reči, elaborat. Tam se je začelo to vprašanje, ne samo kaj je narobe pri nas, ampak kaj je narobe tudi v okolju, ki nas okroža. In od tu dalje je šel delovni proces v kratkočasovne obdobje, na Tokčevo podstrešje kot idealno delovno okolje z vsemi igračami, ki so bile takrat na voljo, torej kuhalnice, žlice in podobno. Torej, spremenili smo delovni proces, spremenili smo delovno okolje, metodologija, ki je bila, Tiho je simpatičen, intimen produkt, ampak muska ni samo za dušo, je tudi futer za možgane. Indikativno na prvih vajah potrošnja alkohola enaka kot vedno, na drugih šnopc polovica, pivo polovica, vino tu nekde. Od tretjih vaj dalje šnopc je ostal nedotaknjen. Če pa to vas ne zanima, greste pa tudi ven, gospod.
V glavnem od 4. termina dalje je tudi pivo počas zginilo, pa so se pretvorile bevande, torej recept za pijance, ne. Če se želite pozdraviti, se morate spustiti v nekaj tasga. So pa seveda tudi glasbeni rezultati, ki pa so tudi za nas bili kar presenečenje. Se pravi, muzika vas je toliko potegnila vase, tako ste zagrabili za tisto, kar ste počeli, da... Ja, se pravi, to je bil prvi odmik, da smo šli po onih ustaljene tirnici, so bile vedno, se 5 fantov dobi in gremo zdaj delati ploščo in vzame vsak svojo kitaro in to. Zdaj smo pa prvič šli, kot je on rekel, na moje podstrešje in se soočili en z drugim in se gledali prvo v oči, pa kaj naj delam s to kuhalnico zdaj, a veš. V glavnem, prvo si se mogel izmakniti nekaj razmišljanja, ki so ti naravna, da bi pol videl, kako plavaš v neki drugačni situaciji. In seveda, mislim, odkriješ druge principe, ko je 5 fantov v nekem intimnem prostoru, se več ne more samo izgovarjati na svoje električne kitare, ampak se mora pomeniti zares, kaj počne tukaj. Pa še to moram dodati. Ko to delaš na tak način, je marsikomu to težko razumeti, ker ni doživel tega v življenju. Ampak ta zgodba, ne samo da zlima 5 ljudi, zlima ta prvi krog, torej mi imamo še nekaj 10 do 15 ljudi, ki so okrog nas. To je bilo mogoče edinkrat za zares, pa ne samo Prdan D, ampak tudi v moje karijeri tudi z drugimi bendi. Redki so trenutki, ko ti 20 ljudi spraviš na kup in dihajo isti zrak in to se je čutilo, bi si potrditi vsaj 1 leto. Tega ne vidimo ne v družinah, ne na šihtih ali pa mogoče na Radiu Ptuj, ki ste pač solastniki, slišim. Ampak zgodi se neka ljubezen in tega potem ni problem projecirati tudi na druge, na publiko in pol ni problem nič. Ne žagati, ne špilati, ne pisati, torej vse neumnosti, ki smo jih takrat počeli v normalnem stanju, jih gotovo ne bi. Dejansko ste takrat zvok izvabljali iz nekih inštrumentov, kuhinjskega pribora, steklenic, neki inštrumenti z drugih kontinentov. Steklenice so bile prazne še prej. Kar si najdol, on je najdol eno bisernico tamboro stene, ki mu visi že 20 let, kar si ujel v roke, pa se ti je zdelo, da je fajn. Pa kaj smo šli? Karkoli je prišlo takrat, v unih 10 dnevih, vse bi bilo dovoljeno. Ampak iz tistega ste ustvarili potem kar izjemno melodijo, ujeli izjemen ritem, ne? V bistvu, veš kaj, ko nimaš teh 6 strun, ko si izmakneš to in moraš, ne vem, po kolenih toč, takrat se vidi, ali je kakšna melodija, ali je kakšen ritem sploh. In v bistvu je to luščena muzika in uspeli smo dobiti toliko širine in globine skozi malo inštrumentov, in to mene blazno veseli. To je ono, kar ti v bistvu z minimalnim, to kar rečem, da vidiš, ali si iz pravega testa, to se pa... In pol, ko greš tudi nastopati, torej mi smo nastopali v Placi, torej brez takega silnega light showa, ko je danes, bistveno manj, kjer so ljudje sedeli še bliže kot danes in te isti ljudje lahko gledajo v oči in lahko hitro preverijo, če se lažeš. Zdaj pa tudi to je bilo, da koga ni zanimalo, kaj imamo zapovedati, pa smo jih pa nagnali ven. Sprva smo jih povabili, sicer če jih ne zanima, pač boljš, da grejo. V glavnem, na koncu je to iz nečesa, kar je delovalo čudno, nenavadno, je ratala neka ljubezen, ki jo je težko ponoviti. Tole, kar zdaj počnemo, je čist druga zgodba. Čist druga, kompleten ta mentalni mindset je drugačen in kako naj rečem, druge vrste užitek se skriva not, oziroma kot je Maksima v Dan D, Bog ne dej, da bi užival. Takrat ste igrali tudi na ljubljanski železniški postaji, se spomnite tiste akcije? Jaz se spomnim, nisem dolgo vstal ob 6. zjutraj. Ob 5. zjutraj, da ste vstali, ja. Vse za umetnost, veš. In to v ponedeljek. Ponedeljek zjutraj ob 8. menda. Pa nasmejan, a veš. Ja, pač del
tiste promocije za koncertno turnejo je bil tudi ta nastop, spomnim se posnetka, da publika kar, oziroma mimoidoči na železniški, ne, so bili kar prijetno presenečeni. Zadeva je bila sprejeta z odobravanjem, no? Pa to je bil v bistvu prvi poskus, da tiho nekako pripeljemo tam, kar spada, znači čim bliže ljudem, kot je on rekel, na naših špilih so ljudje bili direktno gledali nas v oči in na najboljši možni način je, kot se včasih delalo, si šel ali na železniško postajo ali si šel nekam, si šel do ljudi, ne, v najbližjo možno njihovo bližino in je pol izmenjava energije je primarna, ne, torej kot on reče, samo vidi se, če lažeš in ne bo nič padlo v klobuh pol, ne. Kaj pa polena, so vsa pošla, še so kaj na zalogi? Eno poleno je ostalo. Eno? Special one. Kje je shranjeno? V kakšnem posebnem mestu? Ti veš, kje je to poleno. Eno smo, v bistvu se, ne da je shranjeno, ne, našlo se je, torej zdaj ga moramo na novo najdeti. A veš, bom pa to, evo, bom jaz povedal tako, pa pridejo PR-ovci, ne, in rečejo, pa dajmo izkoristiti priliko, recimo izdaš novi album, pa nekaj, kao dajmo zdaj in nam nikakor ne najdemo prave prilike, ne vemo, kaj bi s tem naredili, sami si ga ne bomo prilastili, Bortroso ga ne bomo dali, ne vemo, če bo imel kdo kako idejo, torej imamo neko poleno s tisto kaseto, nikakvo, če ima kdo kako idejo, dobrodošli, sprejmemo. Lahko prinesete na tvoj komod. Sem ne tega, ja, to je nekaj to. Ponatis tega najbrž ni možen, ne? Kasete ali... Ne, tudi smiselno ni. Tiho je torej projekt, ki je bil... In se bo zgodil, ja, zgodi se včasno, če dobro plača kdo. Iskreno, brez veze, mislim, mora biti ambient in mora biti želja ljudi. Torej, nazadnje smo to izvajali, kje v Ljubljani. Nobel ambient, vse, pa denar. In ljudje so si zaželeli res to imeti in, veš, to ima smisla, ne, drugače, da bi zdaj to forum. Predtem pa mislim, da je bila neka bistveno bolj tragična zgodba, kjer pa ni bilo nič denarja, kjer pa z veseljem, če je nek tehten razlog, pa tudi gremo, odšpilamo, ampak motivi so čist drugi pol. Zdaj ta turneja Dna D je končana, kaj pa v prihodnje? Koncerti, nastopi, novi projekti, Nikola, koliko idej je že na papirju, koliko idej v tvoji glavi, s čem jih boš gnal dobesedno? Ljudje pravijo, da ni idej pa domišljija pa nekaj. Jaz mislim, da je prekletstvo današnjega časa ravno nasprotno. Vsi imamo preveč idej, pa vsi imamo premalo časa, energije, pozornosti in denarja, da bi to uresničili, ne. In ko se to kopiči, sploh pa tale, ne, v procesu, ko smo delali ta DNK projekt, sem jaz proti na tablo zapisoval neke komade, ne, z grozo ugotavljam, koliko stvari tale sproducira, ne, in koliko jih nikoli ne bo ugledalo luč sveta, pa ne, da bi bilo z njimi nekaj narobe. Mi smo namreč tam iskali nekaj, kar lahko zares zagovarjamo, torej vseh nas 5. Torej tam je, jaz sem zadnjič ugibal, po mojem ima to kot za ene 300 neizkoriščenih skladb, ker sploh ne vem, kaj bo z njimi naredil, razen da upam, da bo naredil solo ploščo, oziroma solo projekt. Torej, tu ni problem na teh drugih frontah, te igrivosti, komunikacije, sploh ni problem. Zdaj pa, a smo za ali nismo, to je problem, s katerim se soočamo vsi. Torej, v bendu je to, a imamo cajt? Pa cajta valjda, da imamo, pa pride ta koncentracija, napor, energija in to. Dokler se nam bo dal, super, je pa mislim, da tudi ena od stvari, veš, normalen bend tega ne bi rekel, mi akceptiramo tudi možnost, da nas jutri več ne bo, ker se bomo sami ukinili, to smo že kdaj naredili tudi z drugimi zgodbami, kot je bilo Tiho. Tiho je rato krasna zgodba in v nekem momentu, ko smo začutili, da ups, mogoče mi nismo čist več pri stvari, smo naredili še zaključno in adijo. Torej, svet se vrti dalje brez Tiho, vrtel se bo tudi brez Dan D, če bo tako naneslo. Do takrat pa sem to vprašanje, ali teh 5 ljudi premore ta
presežek. Danes je treba narediti več in idealno je, če to narediš takrat, ko ti tega ni treba. Ampak nekako ste pa deloholiki, ne? Pa ti imaš čisto zabavni intervju. Delate, ustvarjate. 300 komadov, kje so? Ležijo pred nami? Več jih je, ni 300. To je 300, jaz sem za dan D. Ne, veliki tega, ampak to je pač, se s tem ukvarjam, torej, to ni velik, ne. To, če na dan ustvariš eno ali dve, evo, zdaj pred kratkim je umrl princ, ne, ki je imel isto navado, da ustvarja brez enega komada na dan, ni šel spat, ne, torej, pa si zračunaj, koliko je to. Torej, v enem procesu enega artista, hoče reči, ni to veliko, bolj je važno, na kaj realiziraš, ne. Torej, namen in razlog. In to je tisto, kar se mi vsakič, ko se dobimo, ko se sprašujemo in zakaj smo tukaj in kaj hočemo narediti. Ali je razlog, da še obstajajo, sigurno ne bo razlog to, da bomo šli petek, soboto pobrati gaže in spraviti denar v žep. To ziher, ne. No, sem dolenska trma, vas bo pa gnala naprej. Ja. Kako, sorry, malo sem se zamislil nekimi. Kaj je bilo vprašanje? Dolenska trma te bo gnala naprej. Ja. Čeprav ni Dolenc, no. Ne, Jovanovič je Dolenc, pa Obradinovič, pa Grubar, pa Turk. No, sem Jovanovič, oziroma tokrat, vi ste v Slovenijo prišli, kdaj? Leta 91. Ja. Potem ste se pa, kako je nastal pravzaprav ta vaš glasbeni kolektiv? Pa mislim, edini član, s katerim sem od začetka, to je Dušan Obradinovič, torej Bobnar. Ja, mislim, že pred tem sem na Hrvaškem se ukvarjal z isto zadevo, sicer sem bil pa mlad človek, ampak v končni fazi sem se torej realiziral šele tukaj, ne, v Sloveniji in sem imel, hvala Bogu, ljudi, ki so me spremljali in so zdržali z mano, ker ni lahko. Ni lahko, zakaj? Ja, moraš biti z mano nekaj časa, da to gotoviš, ne moram o tem govoriti. Vpraš mojo žensko. Bomo raje poslušali muziko, prav? Tako. Mama ne dovoli, da se druži z mano. Nisi pridno v šoli, sonce moje malo. Mislim le na te, na druge obrate, prste na koži, točno tam me poboži, točno tam me poboži. Mama ni zdravila, sem se zaljubila. Ljubezen ti da krila. Mislim le na te, na druge obrate, prste na koži, točno tam me poboži, točno tam me poboži. Solo. Mislim le na te, na druge obrate, prste na koži, točno tam me poboži, točno tam me poboži. Mama ni zdravila, sem se zaljubila. Mama ni zdravila, sem se zaljubila. Mama ni zdravila, sem se zaljubila. Ljubezen ti da krila. Kaj si imel v mislih, ko si pisal tale komad? Mama ne dovoli, nisi pridna v šoli. Mama ne dovoli, da se družiš z mano. No, tako, ker nisi pridna v šoli, nekako tako, ne? Sonce moje malo. Tako. Mislim, ne bom odkrival detaljev, vsaka pesem ima vedno več pomenov. Ja, ta jih ima zelo veliko. Sicer pa poje Obra. Ja, moramo povedati, da to poje naš Bobnar. Torej, na en način je, če poslušamo tekst in vidimo njega, lahko rečemo, da je sedlo koata na mamo. Zakaj ste menjali te pozicije? Pa se ti pravim, mislim, to je štosa in resničnosti. Torej, jaz, če pojem ta tekst, ne bo nikoli tako resnično zvenel, kot če ga on zapoje. To ni menjanje pozicije, to je najdete ta pravo pozicijo. Ta prava pozicija. Ta je prava zanga, ja.
Kako sicer izgleda življenje benda Dan D? Kaj počnete? Se ukvarjate samo z muziko? Hodite v službe? Kako? Ne, zdaj po novem malo v vrtec več hodim, ampak drugače pa ne hodim v službo. Kako je na tvoj ritem življenja vplivalo očetovstvo? Čist fajn. Čist fajn. Čist fajn. Mal sem še bolj neprespan, ampak na to sem že itak navajen. Po noči žurate s malim, po dnevi spite ali kako? Pa veš kako je, mislim, vsi, ko imajo otroke, vejo, ne, torej, kukor je težje, tudi lažje, ker nasmeh njegov ali objem od tehta marsikaj. Ne. Pa ustvarjalni opus bi ustvarjal oziroma pisal tudi kaj za otroke? Ali morda že? Pa mislim, jaz to pišem, nekaj delam, ampak ni še čas, da mogoče kaj objavam ali kaj naredim, ne, konkretnega. No, drugače pa, kdaj se srečujete ob vikendih, tudi čez teden? Ne hodimo si na rojstne dneve, ne maramo se, v principu se res ne maramo. Na morje skupaj. Na morje gremo skupaj, pa božamo se. Pa na pivo, pa to? Pa to, ja. Na pivo moramo iti, drugače se ne bi prenesli, mislim, že kratkega prvo, popa, ne. Ne, šalo na stran ali pa ne. Edina stvar, ki nas veže, je muzika. Mislim, ne muzika kot tako, ustvarjalni proces. Ali imamo kaj za še ustvariti. To je edini razlog, da se dobivamo. Ko tega ne bo več, ne bo tudi skupine. No, pa vseeno, v tistem, ko se pripravljate na koncerte, ko pripravljate muziko za nov album, ja, se verjetno srečujete več, vaje. Ja. Mislim, vaje. Ustvarjalni proces. Vaje pomenijo, veš kaj, vaje pomenijo to, da mi včasih ne igramo, da več včasih se pogovarjamo, kakor da sploh primemo inštrumente v roke. Torej, kakšne vaje grejo mimo, da spraznemo kakšno flaško, ampak ob debati in razmišljanju, kaj sploh narediti in zakaj to početi. Torej, najlažje je vzeti inštrumente v roke in to razlog, da jih vzameš. In to nekaterim, ki pridejo na ključno v plac, deluje malo neumno. Tudi mi se včasih sprašujemo, ampak ko imaš enkrat potrditev v obliki rezultata, torej je veliko na tem. Mi tipično sam snemalni proces, to za vas, ki ste muskontarji tukaj v tem krilu, veste, mi smo toliko cajta zapravili za te druge stvari, da smo plato dejansko posneli prvi del v 2-3 dnevih, ta drugi v 2 dnevih. Torej, ko ti je jasno, kaj delaš, sama realizacija ni problem. Predpogoj je pa, da ti je res jasno. Glasbeni kolektiv skupine Dan D dejansko ni samo 5 članov, ki vas vidimo na odru, ampak je to ena homogena skupina 10-15 ljudi. Zdaj že kar nekaj let konstantno sodelujete z istimi, ne? Ne, mislim, se širi ali se oža. Pri Tiho je bila ena ekipa, ki je tehnična, ki je bil potreben manjši suport, ampak z nami zdaj za DNA smo mogli razširiti ekipo, ker je bilo treba in lučkarje in tistega, ki je naredil projekcije in fotografe, torej cela ekipa ljudi in nas je pod prilike nekih 15 vse skupaj, če vse našteje. Če je Tiho bil minimalističen, tale je maksimalističen, torej oni, ki je slučajno zalutal na naš koncert, ve, o čem govorim, torej gre za relativno razkošno podobo Dan D, ki ni niti na veselici, niti na Tiho. To je mogoče najbolj luksus izdaja Dan D. Pa tako škoda, da je že mimo. Kdo v skupini Dan D je najbolj redoljuben, dosleden in organiziran? Dušan Obradinović. Obra. Je to šala ali resnica? No, ne bi zdaj... Jaz ne smem nič te povedati. Lahko bi rekel, da sem jaz, veš, pa kdo mi bo verjel to? Dvomim, da kdo. Naj bo Dušan Obradinović. Kdo je najbolj strog? Dušan Obradinović. Zabaven? Dušan Obradinović. Popustljiv? Boštjan Grubar. Aha, dobro. Boštjan je najmlajši član
Zato mora biti popustljiv. Nema prava glasanja. Kdo je najbolj tečen? Ajde, v redu, povej. Preskočimo. Ne, že v redu. Ne, veš kaj, tle sva pa midva, veš, hočeva titulo zdaj, kdo je, si ti ali sem jaz, ne? Ne, ti si fajn. Jaz sem fajn, pa tudi ti si fajn, veš, ampak res, lej. Res. Kdo v bendu je posebna avtoriteta? Dušan Obradinović. Dušan bo verjetno nekoč kandidiral za župana v Novem mestu, vsaj če ne še kje druge. In se pripravlja na funkcijo. Ne, veš, kaj to ima dano, ima karizma, avtoriteta. Ljudje ga poslušajo, radi prisluhnejo, ubogajo. Je šef benda. Ja, šef, po izročilu, po karakterju je on šef. On vas vse gleda v hrbet, zadaj, kot neka taka... Še mi skozi tiho ne vem, kaj on misel, ne? Zajebano. Ful. Gremo k muziki? Seveda. Ajde. Kaj boš zdaj izvedel? Bolečino pijemo, skozi dno se vidi svet, lepota je skrita v nas. Vse navidezno je laž, sjaj in beda, drag zlato. Žepik ni to, kar imaš, pripada ti le to, kar na srečo zaigraš. Le zaigraj in pusti, naj te nosi voda. Si odkrit, strele ravno v oči, poljubi roko bližnjega, da bi videl, če že znaš. Tam, kjer si ustavi film, tam, kjer ostali so ljudje. Spomni se zdaj, ko si sam, reci ljubiti še znam. Oh, ljubiti še znam. In pusti, naj te nosi voda. Hvala lepa. Hvala lepa. Bortros samo za vas. Tako. Vprašanje iz publike je prišlo, kako se počutite, ko slišite coverje svojih največjih hitov? Ne vem, kako se vi počutite. Po moje bi publika želela slišati, kaj, da ti zabrenkaš in zapoješ. To bo pol, ko bo Bortros odšpilil na zadnjo. Čak, to ni fair, mislim, ampak v redu, zdaj bom že moral, ampak to je prisilno. Ja, fajn, Borut, fajn si to naredil. Res, vidi se, da si se potrudil in da si si vzel čas in to se sliši. Ampak zanimivo je slišati to v kontekstu njegove solo plate, to pol dobiš le ta prav smisel. Borut ima torej samostojni album? Brez skrbi. Ima. In je malce drugačen kot tole, kaj zdaj izvaja. Kaj igraš? Vsega pomalo, pojem, drugače pa pojem. Predvsem pa zgleda. Potem bi ga morali postaviti tukaj nekje bolj spredaj, ne tako zadaj. Zato smo zadaj, da sem malo ožji. Pa vi ste prijatelji ali kako ste našli Boruta, da bi igrala? Ja, sej. Ja, mi smo prijatelji. Jaz sem pa super plačan, tako da
krog je zapolnil. Vse to zaradi denarja, saj se ve. Ne, res, kako je prišlo do te ideje? Izključno zato, ker smo vas žicali, da pridete in da... To ni laž, to je resnica. Mi smo hoteli nekaj drugega specialno za vas in nam se je zdelo, da je to dovolj igrivo in dovolj zabavno ob enem in ob enem si slišal samo zimzelene melodije, kaj češ lepšega, ne, to je to. Pa še tako elektronsko je približno tako kot DNAD, ne? Elektronska glasba. Zelo podobno. Potem nekoga v publiki zanimajo začetki skupine Tokac. Ti si v skupini od začetka 97. leta, menda je bilo, ne? Skupina, ja mislim, pod imenom Dan D, ampak drugače smo že igrali od 91 do 92. Pod imenom Mercedes Band. Meni da smo celo v Kolenkišti igrali enkrat, tudi pod tem imenom, vem, da smo pa bili kot Dan D. Načelej, veš, prvo je trajalo, da se malo izčiste neke formacije v skupini. Igrali smo predvsem, smo igrali prvo reproduktivno glasbo. Moja želja je bila, da se ukvarjam z avtorsko glasbo. In na srečo, tretja plošča v bistvu šele urodila plodom, ne? Ker prve dve so relativno šle mimo, ampak so se pol vrnile nekako na police, bi temu rekel, in jahamo skupaj še. Nekdo odpade, nekdo pride not, a veš. Od začetka ste pa kdo? Tučo? Ti? Ne, od začetka so jaz pa Dušan, v bistvu po Dan D je bil Tučo, tako, on je še zraven, potem se je pridružil Boštjan, pa je nekdo odpadel, jaz sem že pozabil, kdo je odpadel. V glavnem, on je že z nami 7 let, smo ugotovili na zadnje, ali koliko? Ja, na zadnje smo ugotovili 10, ja. 10 je bilo? Hvala, prijatelj. Zdaj, tuk dolg. Mladost sem ti dal. In zdaj mislim, da ne bomo več, da ne bojo več knofi odpadali, da to, kar je. Če bojo vsi knofi odpadali, ali pa ne, tole bo tako ostalo zdaj. No, samo glede na ideje, koliko jih ima Nikola, po moje vas bo kar gnal. Ne vem, je tebi tudi povedal, kakšne ideje ima on. A, ti je? Vse zapisano. Ok. Tole vprašanje je zanimivo. Sicer si ti v začetku govoril o tem, o masovkah pod šotori, po drugi strani pa o teh intimnih koncertih. Ste komercialni band ali alternativno usmerjeni slovenski rock band? Veš kaj, vseh nekako, mislim, prišlo je tako, da smo in v pop prišli in pa smo bili v alternativi, v nekem klasičnem roku, mislim, povsod smo malo za eno nogo, tako da kaj pomeni pa alternativno? Alternativno je v bistvu samo to, da zdaj mi iščemo neke druge opcije. Torej, Tiho je tudi alternativna različica skupine Dan D, čeprav zveni dokaj komercialno, ne. Tako da ne vem, kaj bi rekel. Mislim, sploh ne bi pa mislil, da z leti tudi sem jaz nehal razmišljati o žanrih, tako da poskušam res vse dati pod isto kap. Muzika je pač. Če ni, pa ni. Kdo piše besedila? Jaz. Aha, pa glasbeno željo smo dobili le naprej. No go, to je najvišji komad, ki ga moram peti in danes to ne bo šlo res. Lahko ti? Bortros lahko zapoje. A ste za različico Bortros? Ja, mislim. Rekel si, da bo lahko, ko izginejo vse sanje, ko pozabiš nanje. A jaz vem, da ni tako, glava služi mi za to, da pozabim
na njo kdaj pa kdaj. Vse, kar rabim, je tvoj smeh, da me gre v noče, ko sem čisto sam, da ti služim kot napev. In zaprem oči, takrat vidim vse, kar me slepi, in živim za preostale dni. Še slišim ta odmev, ceni vse, kar si vzel, ker nad tabo vrhovinarji se oblizujejo. Misli na prijatelje, ljubezni vrni upanje, naj nikoli ne umre. Še otrok je vseh nas, pusti naj poje na glas. Hvala, res je bilo lepo. Evo, to je bila še ena različnica, ki ne mora vsak slišati. Kdaj se je zaključil ta včerajšnji koncert? Ob 11. zjutraj. Si... Boš enega. No, želela sem vprašati, če si pometel še gostilno ali kako? Pa kume se vrgo, pri meni smo bili doma, sem kume ljudi ven metal. Noči ulice, veš, ko pridejo do pijače, pa... Seveda. Potem se to ne konča in ne konča, ne? Ne radi grejo domov, se vidiš. O čem ste debatirali? Nismo debatirali. Kaj ste pa počeli? Se veš, kaj se počne na žuru, debatira se nekaj preveč, ne? Ste pili? Pa malo smo. Ste seks, droga, rock'n'roll, veš, ne? To. Pol je bil pa to v redu zaključek turneje. Ja. Pa otroci so spali? Ne, otroci so bili pri stari mami. Aha. Ste se igrali kaj pa imamo z Lego kockami? A te bomo nažicali, da še kakšno zaigraš? Ali... Ne, mislim, res se matram, ker sem adijo, ne? In mogoče... Vse Borut lepo poja, se ne strinjate z mano, ne? Mogoče mu kaj pripomorem še lahko, če mi bo glas dovolil, ampak... V principu se je boljš pripravil, kot sem mislil. Več ti bomo dal denarja. Torej, zdaj si že €1 zaslužil. Borut, izvoli.
On ni več gledal na njo, komu je počasi drsela iz rok. Prepustil se je lakoti, čeprav je slišal jok. Zemlja je nežno dočekala zmaličene sanje, veter je pregnal pošasti, se zaletaval vanje. Ležala je ob reki, mirno ko da spi, ko se je v reko iztekala kri. Ona sanja, misli nanga, tam počiva, ko da je živa. Ona noče, da on joče, naj jo ljubi, tako kot hoče. Življenje je počasi teklo naprej, smejal se je bolj redko, le takrat, ko v mislih ni bil ob njej. Načas je začutil mir, ozrl se nazaj, s križem v roki vrnil se v isti kraj. Vedel je, da reka teče in nosil vse sledi, ko se je v reko iztekala kri. Ona sanja, misli nanga, tam počiva, ko da je živa. Ona noče, da on joče, naj jo ljubi, tako kot hoče. Portros. A imaš svojo ploščo s sabo mogoče? Tako, imaš bo da bomo ljudi čuli. Pa kako ste nažicali Boruta dejansko? Komaj. Komaj. Boste še sodelovali? A vidiš, da je to... Ne moramo se izogniti. Misli, kakšno sodelovanje to. Ful je denarja, ful... Ne. Pa se v glasbi vrti veliko stvari okrog denarja, če smo že pri denarju. Vse. Ja, Vse. veš, da se vrti, kako pa? Sem denar se ne vrti okrog glasbe. Tako. V Sloveniji skupina Dan D oziroma tudi druge rock skupine, vse to ste že neke vrste glasbeni veterani. Ja. To me Nimamo, žalosti najbolj. nimamo mladih bendov, ne? Ja, pogrešam, osebno pogrešam, apeliram na vse mlade, da zdržijo, da imajo več stamine, da v bistvu veš, moraš prebiti en čep, da ustrajaš, in ker pol se šele zgodi smisel. Ne? Ko smo mladi, to počnemo nezavedno in čisti iz neke energije, ki je skrita v nas, ampak pol, ko starejši rataš, pol moraš vedeti, zakaj si v tem. In večina jih že preden doživijo renesanso odneha. Ne? Tako da apeliram, da izdržijo. Torej, vztrajnost je zelo pomembna in tudi Ja, takrat... ker pol začneš ceniti sebe bolj. Ne moraš si dati toliko časa. No in tudi takrat, kot je prej Nikola omenil, ko se že razmišlja o mogoče nekem koncu neke poti, premisliti, najti nov izziv, si zastaviti nov cilj, vztrajati. Ja, seveda. Boljš, da jaz ne začnem. Ti vedno nekaj pametnega poveš, ajde. Fanti in punce, game over. Tale rok pa to ni. Ne bo več šlo, ne? Ni. Ne se hecati, no. Ne, res, to je konc. Pa niso krivi radiji, niso krivi festivali in niso krivi klubi. Krivi smo si muskontarji sami. Kdor ne vidi, da je game over, me malo skrbi. Zakaj smo krivi mi? Ker spodbujamo vzorce, spodbujamo mi, vsi skupaj, da to mora tako izgledati po nekih pravilih.
Mi vsi mislimo, da so pač krivi oni drugi, rečemo pomen radija. 1000 analiz kaže, da to ni čistko, kot si mi predstavljamo. Torej, moj point, mi smo tudi krivi, da smo nahecali mlajše generacije, da se svet vrti tako, kot smo ga mi postavili, pa se ne. In dokler ne bojo prišli oni, ki bojo rekli, cesar je gol, ne bo spremembe. In to se kaže v publiki, ki hodi na koncerte vse manj in manj, ki je vse starejša in starejša, tako za nas kot tudi za druge. Kaže se na Moskontarjih, ki umirajo, pač ne pride follow-up iz naslednjih generacij. Kaže se v reciklaži, torej Bruno Mars ga imamo radi, ja, meni je to super, ampak to je stara muzika. To ni tisto, ko pride Jimi Hendrix prvič ever v nek klub in si reče, del gasen tole sranje, pa iz njega rata človek, ki je naredil prvič v življenju neko čudo Božje na kitari. Torej, to ni Sex Pistols, to niso Beatli, to ni Chuck Berry, to ni nek reper, to ni nek elektroničar ali pa Kraftwerk. Torej, iz moje perspektive, konc. Torej, ki bo še vedno recikliral nek ritem in blues, rock and roll tam iz 60-ih, 70-ih, ja, če to počne zase v redu, če to počne zato, da bi spreminjal nekaj v okolju, v katerem živi, ne bo šlo. Kako zabavni intervju. No, ampak to, kad ti pišeš besedilo tudi za druge, a ne vidiš nekega materijala, iz katerega bi lahko nekaj nastalo? Jaz sodelujem z dosti mladimi bendi, to je mene, ohranja mene mladim, torej produciram kakšne skupine, ampak koliko sem jaz starejši in koliko dlje trajam, se dogaja to, kar Nikola pravi, torej pričakujem, da bojo oni mene presunili, presenetili, pokazali, da nimam jaz prav. In nažalost se to ne zgodi, vedno se spotaknem nekje. Pa zelo kvalitetne, talentirane mlade ljudi imam na razpolago, bi temu rekel, ampak na njih je, da naredijo spremembo, torej, da brcnejo nekoga v jajca in da rečejo, da je svet takšen, kot oni mislijo, ne tako, kot jaz mislim. Da se ne bi narobe razumeli. Ni konc za kreativnost, ni konc za mlade ljudi, ampak za to neko rockersko miselnost. Tu je zadnjič, ko smo imeli intervju z Armandom, pa neko, pa dobro, pa vi pol mislite, da je to rock adijo, pa jaz razmišljam in meni je čisto grozno to reči, ampak ja, jaz mislim, da je. Torej, more pa obstajati nekaj novega. To ne bo prišlo od najo, torej mi dva se zadnjimi kripli mogoče trudimo, da bi nekaj malo drugače naredili, da bi pokazali tudi, by the way, komu drugmu, da se da. Ne počnemo to samo zaradi sebe, pa zaradi lastnega užitka, počnemo tudi zato, da pokažemo na to neko laž, ki je prisotna v prostoru. Ja, veš, vsi mi imamo radi te zimzelene melodije, ki nam ostajajo v spominu, nas vedno vračajo na neke mesta, ki nam je bilo nekaj všeč in z tega stališča to vedno mora ostati. Mora ostati ta muzika, te pesmi, ampak razvoj muzike pa mora iti naprej. Torej, za mene je čas tudi lahko, mislim, ekvivalent z Mišom Kovačem, svi pjevajo, razumiješ, ne? Ker je to pomembno, to se v trenutku zgodi in vsi pjevajo in to je moment, ampak to je nekaj, ki ima svojo funkcijo na ta način. In veliko rock'n'roll glasbe ima funkcijo na ta način, torej ne spreminja več svojo formo, nego se drži vzorcev, ki so že 40 let stari in so bili najboljši takrat, ko so bili ustvarjeni, nikoli potem. In zaradi tega so vplivali na človeška življenja. Niso vplivali na to ugodje, samo, ampak rečemo, tam pride nek John Lennon in reče, ja, meni se zdi, da vojna v Vietnamu, to pa nekaj nikoli, hopala, gre 10 000 ljudi na ulice zaradi tega, zaradi katerega rockerja bi šli vi ali pa jaz danes na ulice ali pa bog ne daj v hosto. Enega mi pokažite, zaradi Jack Whitea, ja, brate, zaradi Dan D, težko. Za tebe, stari. Jaz tudi zadnji. Pa je to prisotno v svetovnem trendu, slovenskem, najbrž kar globalno? V svetovnem trendu še bolj, ker tam nekje obstaja scena. V Sloveniji ni scene in na en način je en playground, v katerem ti narediš mnogo več lahko, kot
kakor bi rabo, če si nekje druge, kar bi mogel upoštevati neka druga pravila, ne? Torej v Londonu ali nekje druge ti, a veš, moraš neka pravila upoštevati, da bi konkuriral, ali pa moraš biti tak fucker in frajer, da narediš popolnoma nekaj novega in si zajebano dober. In to pa pride kakšni muse, pa naredijo spremembe, pa in ne, tako. Tako. Dajmo zaključiti, predem gremo predaleč. Da. Letos boste dan D še zagotovo igrali, da? Novoletni repertoar? Seveda. Bomo, majske igre. Pa res, Majske igre, maja prihajate v Ormož. Tako je, konc maja 31, 30, tam nekje. Ja. Tam nekje v drugi 31. polovici. novembra, ne. Kako ste splanirali še to leto, no? Do poletja koncerti, jeseni spet zagrizete v kaj novega, da potem spomladi predstavite? Ne, zagrizemo zdaj zato, da jeseni nekaj novega predstavimo. Torej, premikamo se hitrej. Polje svobode je bistveno večje, bolj fleksibilni smo. Torej včasih, jaz se spomnim tam pred 10 leti, mi smo 45 dni zapravili v studiu, pa smo tam nehali šteti. Torej teh dolgotrajnih procesov, mogoče se bomo kdaj še šli, bog vede, ne? Ampak fajn je, premikamo se hitrej, malo bolj vemo, kaj delamo. Bolj zabavna je igra, je pa hkrati bolj kompleksna. Tako da za jesen, jaz mislim, da bomo ene dve stvari take malo bolj hecne naredili. Danes pa, ko tudi mogoče kak član v bendu, ko pogreša nek album, ne? Kaj pa vem, a bomo naredili neko plato, dan, da mogoče ja ne. Live ploščo. Ja, življenja imamo pa, hvala Bogu, na terenu veliko, ne. Tako da, mislim, zabavno je. Potem še ni konec, ne? Tako kot... Konc bo, ko bo najšibkejši člen počel. Jaz, recimo. Tega se bojim, ja. Ti si tudi občutljiv tako. Če ne bom jaz prej počel. To, kad ima 300 komadov na zalogi, to, kad... To še je ogromno Ja, mislim, materijala. Tako kot je rekel, mi se hitreje se premikamo. Torej, zdaj smo tole zaključili, mi z glavo smo že popolnoma drugje. Torej, na tem terenu, ki smo v Sloveniji, ne obstaja scena, ne obstaja nič, kaj te goni naprej, nič te ne spodbuja, torej moraš se sam brcati v rit in sam si postavljati nove menike, tega se dan D zaveda in tako počne. In zdaj mi gremo naprej in se po moje jeseni vidimo v 8. različici. Pa ne bi vi še malce zbrcali koga iz mlajše generacije? I'm done kicking. Mene noga že tako boli in leva in že z desna sem spodbudili začel. kreativni razvoj. Done kicking, done doing that. Nad. Vsak zase. Tečen in strbom zdaj počasi lahko. Zasluženo. Borut, Imaš še kaj v rokah? Ne, Borut je izpucal, ampak lahko pa... to je to. Tako. Pa bi zdaj za konec še... Dobro. Kaj? Mogoče, če Kaj imaš bi- še a imate kako kakšno vprašanje željo za pa- Dokca, A Še smo kakšno dosti govorili? vprašanje, Ne, mogoče iz publike, sicer pa Done talking. don't talking. Ja. Še eno pesem za konc, vsi se lahko pridružimo, jaz se ti bom tudi... Ne. objavimo se. In se imamo Kjero lepo. imaš? Pred Moj problem nisi ti. Ajde. Moj problem nisi ti, je ta čas, ki išče jaz. Moj problem iz oči, spolzke misli brez poti. Moj problem vročisto, jebi ga. Moj problem vročisto, bez palama. Ova, 1, 2, 3, 4. Ba-da-ba-ba. Oh. Ba-da-ba-ba. Moj problem, Ba-da-ba-ba. Moj problem. Ba-da-ba-ba. Je tvoj problem. preuzmi. Moj problem nisi ti, je ta čas, ki išče jaz. Moj problem iz oči, spolzke misli brez poti. Moj problem brez skrbi, zdi se, kot da smo
preživeli smo na pol. Para pa pa, moj problem. Para pa pa, je tvoj problem. Para pa pa, moj problem. Para pa pa, je tvoj problem. Hvala vam najlepša, kar ste zdržali. Bravo, Mojca, aplauz za Mojco. S prstom kaže na Topca, sedi. Samo še, da se poslovimo. Torej, na koncu tega prijetnega večera se zahvaljujemo vsem, ki ste ga delili z nami, gostom in gostoma. Torej, hvala za obisk, tudi vam, spoštovana publika, hvala, da ste nas obiskali. Klubu ptujskih študentov pa najlepša hvala za gostoljubje. Lahko noč. Pomladni veter, Radia Ptuj.